Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli v družbi najboljših, v družbi otrok osnovne šole Kungota. V sredo 28. aprila ob 18. uri. Prenos oddaje lahko spremljate tudi na Facebook in YouTube kanalih Radia Ptuj. Projekt omogoča občina Kungota ter sponzorji Klima Ptuj, Anprotehnik, ATP, Talum, Dravske elektrarne Maribor, Oculus, Worldwide Industriemontagen in Sazas. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli vsi skupaj, dame in gospodje, cenjeni šolarke in šolari. Zdaj vas v tokratni sredi, Dalibor in Domen, pozdravljava iz osnovne šole Kungota. Prvič v natečaju otroci pojejo. So z nami otroci in kot se za prvič spodobi, jih je 96,000. Ne, ni, malo manj. Ej, ti veš, ki je Kungota? Kungota je, ja vem, med zgornjo pa spodnjo Kungoto je Kungota. Točno, bravo. Dajmo mi dva zdaj dosti. Mi dva že pozdravljava danes, ker jih je res veliko, najinega prvega prijatelja oziroma prijateljico. V naslednjih minutah spoznavamo eno luštno punco. Ana Hauptmann je z nama, zdravo, živijo. Zdravo. Kak si? V redu. Ti hodiš v kateri razred? 4. V 4. razredu v Kungoti zagotovo imaš polno prijateljev. Kateri je tvoj ali pa katera tvoja najljubša prijateljica, prijatelj? Moja najboljša prijateljica je Ana Hlebič. Ana, ok, Ana Hlebič zdaj te gleda na Facebooku, vse posod te spremlja. Za njo je. A ja, ona tekmuje. Ja. A ste se skupaj prijavljale? Kako pa si se pol odločila, katero pesem? Kako ste se z puncami med sabo dogovorila, kjera bo kaj pela? Najprej je bilo tudi eni všeč to, kar jaz pojem, Ja? potem pa si je premislila in Odlično. potem sem jaz dobila. In zato lahko ti zdaj z veseljem poješ Ditka, ne bodi kot drugi. Je Ja. tako? Ti je pesem všeč? Ja, Kaj pa ti je še všeč v šoli? predmeti. Kateri predmeti? Všeč mi je angleščina, Wow, bravo. glasba Odlično. in šport. Bravo, pa malca. Ja. Super, me veseli. In od tega, kar si naštela, je glasba zagotovo na prvem mestu in zdaj nam boš to tudi dokazala. Dame in gospodje, tole je Ana Hauptmann, hvala ti za tale pogovor, super si bila, zdaj nam pa še zapoj Ditka, ne bodi kot drugi. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, kot drugi hitijo, povabi me v mesto, kot drugi že spijo. Mrtvi junaki naj še hrepenijo, ostaje in vlaki.
strugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. No, zdaj pa gremo naprej na osnovno šolo Kungota, da ne bomo Tako je. rekla gornja, dolna, spodnja, srednja. Kungoti smo danes. Danes smo Kungoti in z nami, to je spet ena Ana. Ana Hlebič. Zdravo. Zdravo. Kak si Ana? Živijo. Dobro. A veš, da je Ana Hauptmann, ki je prej pela, rekla, da, je ona, da si ti, oziroma ona tvoja najboljša prijateljica. Je res tako? Ja. Super! A si pa tudi malico delita? Ne, to pa ne. To pa ne. Okay, v redu. Kaj pa počneta najraje skupaj, recimo, kot prijateljci? Se pogovarjava, pa Ja. igrava, pa druživa. Odlično. A tudi pojeta kdaj kaj skupaj? Ja. No, lepo. Baje, da sta se najprej obe dve razmišljali, oziroma vas je več razmišljalo o ditki, ti pa si se kar takoj odločila za pepel in kri in dan ljubezni. Ja. Res? Kdo ti je pomagal pri tem? Učiteljica ali mamica? Ali, kdo ti je, ali si sama rekla, to hočem peti? Sama. Ja, lepo, ker to je ena najlepših ljubezenskih slovenskih pesmi kadarkoli. Pa veš, to je skladba, v kateri se otroci v šoli učijo, prav pri glasbi, prav v knjigi je ta pesem in to se učijo, verjetno tam poznajo. ne? Lepo. Ana, kaj še sicer da počneš? Igram bobne. Resno! Wow! Bravo! Tek žgeš. To imaš doma, imaš bobne ali kako? Ja. Jezus, kaj pa pol ostali v bajti bežijo ven, ko začneš ti špilati? Ne, zapreti moram vrata, pa mami se dnevno sobo. Super. Odlično, koliko časa se že učiš bobne? To je za drugo leto. Ja, bravo, super. Pa boš naslednje leto tukaj nastopala, pela, pa še bobne zraven špilala. A velja? Mogoče. Dobro, letos pa naj ti zelo lepo uspe, hvala ti za tale pogovor. Zdaj bomo slišali Ano Hlebič in legendarne Pepel in kri v skladbi Dan ljubezni. Noči, ki jih več ni, če sploh ne veš, da se kdaj
Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli vsi skupaj na Facebooku ali pa v živo v programu Radia Ptuj. Ja. Tole je prav posebna oddaja, še ena sreda, ki poteka iz Kungote, iz osnovne šole Kungota. Hvaležni smo partnerjem in tej osnovni šoli, da so se tudi oni odločili, da stopijo v ta projekt in so nam poslali res ogromno enih otrok. Ena izmed njih je tudi Pina Mađarac. Zdravo, živijo. Zdravo. Zelo lepo ime imaš, Pina. Hvala. Ti si zdaj že en razred više kot pa tisti dve prvi predstavnici, torej 5. razred. Kaj je najtežje v 5. razredu in kaj je najlažje tebi? Najlažje mi je glasba, najtežje pa matematika. Matematika, v redu. Vse ostalo pa tam nekje vmes, ne? Se nama tudi bilo to, veš? Vse je pri nama isto, mi do še zdaj ne veva nič od 5. razreda pri matematiki. Kaj se recimo zdaj učite sploh? Zdaj se učimo pisno množenje. To je, se pravi, če jaz prav razumem pisno množenje, to je množenje brez računalnika ali pa brez telefona. Ne, to pomeni, da napišeš množen... Ne, to je slovenščina. Pardon. Ti so slovenščina. Nimala pojma. Pina, katero pesem si ti izbrala? Prva ljubezen od Line. Prva ljubezen Lina Koduzović. Ona je taka, da vas ogromno otrok rado posluša njeno muziko, ne? Ja. Ti si že doživela prvo ljubezen? Ja. Resno. Kako pa je, ali ji je bilo ime? Ja, to se ne To se vpraša. punce se ne Ja, vpraša. pardon, Halo. v redu. Dober, v redu, pa mi povej, a že veš, kaj boš v življenju počela? Kaj te veseli? Ja. Kaj? Zdravnica bi rada bila. Hvala ti za to, rabimo. Jaz bi se že rad naročil, ker eno dolgo čakaš, veš. Ker so dolge čakalne dobe, ja. Groza. Ok, Pina, vesela sva, da si v najni družbi. Zdaj bova še bolj vesela, ko nam boš zapela. Tako ali pa še boljše kot Lina Koduzović. Prva ljubezen in Pina Mađarac. Nekaj čudnega govori srce, vsakič, ko te zagledam. Vstavi se mi čas, ko zaslišim glas in ko se mi nasmeješ. Je občutek, ki ne zna mi je, so trenutki, so besede, le kaj čutiš ti. Prva ljubezen, primo more. Prva ljubezen naj me spominja na ta december, da sva se že zavedala, da sva zaljubljena oba. Prva ljubezen mi daje to, kar sem. There is some strength that I feel inside. My heart was never broken. In the magic land, only butterflies. Our love was never stolen. Tam na hodniku se srečava, vsi trenutki, vse besede. What do I feel that? Prva ljubezen. Sva se že zavedala, da sva zaljubljena oba. Prva ljubezen mi daje to, kar sem. Prva ljubezen. Otroci pojejo slovenske pesmi.
7. sezona. Dobrodošli v osnovni šoli Kungota, se danes nahajamo. Dalibor in Domen so zelo vesela, ker je tole kar rekord v letošnji sezoni. Nobena šola ni v samo tekmovanje poslala kar 13 otrok. Zaenkrat. No, zaenkrat, res je, to imaš prav. In zdaj je z nama naslednja, to je Mihaela Kramberger. Zdravo! Zdravo, Mihaela, kak si? v redu, Kateri razred hodiš ti? 5. razred. Mihaela, kak te v šoli kličajo? Mihaela ali kak drugače? Ne, Mihi. Mihi, evo vidiš. O, lepo. Pa ti je všeč to, ne? Ja. Veš, jaz sem recimo Domen, ne? Pa pišem se Hren. Veš, kako so mene v šoli klicali, ker sem bil toliko star kot ti? Kako? Hrenovka. Hrenovka so me klicali, pa mi ni bilo všeč, veš? Mene pa so klicali Hors, Zakaj pa Horus? ker je to kon. Ja, pa zakaj kon? Če sem že bil podoben. A ja, imaš taki mal večji rilec. Ja. Pustimo. Mihaela, kaj tebe veseli v šoli? Športna, pa super. likovna, Odlično. Kjer pa ne? Aha, dobro. matematika. Vsem, ki jim je všeč glasba, jim ni všeč matematika. Tudi jaz se strinjam s tem. Kaj pa recimo pri športu najraje počneš? Igram med 2 ognjema. O, super, odlično. Kaj pa najraje poješ v šoli? Kaj vaše kuharice najboljše skuhajo? Palačinke. Palačinke imate kdaj za jesti, ali kaj? Ja, Kaj to za malico, ali za kosilo, ali Za kako? kosilo. To pa mi dva nisva nikoli imela. Jaz imela sam župo. Jo, župo pa neki namaz s sirmi. Ja. To je bilo vse. Bravo, super, odlično. Pohvale tudi vašim kuharcem in vašim učiteljicam, ki so vas pripravili za vaše nastope. Koliko časa si se pripravljala zele za nastop na Otroci pojejo? A ste to v šoli vadili ali si doma vadila, kako? V šoli in doma. O, bravo, pridna. Za katero pesem si se odločila? Od Ula Ložar nisi sam. A si kar ta prvo, ko si jo našla, si rekla, tole je za mene, to je to? Ja, ker mi je bila najbolj všeč. O, bravo. Pol boš tudi najbolj uživala ob tem, ko jo boš pela, ne? In verjamem, da bomo mi z Daliborjem tudi. Tole je torej Mihaela Kramberger, poje Ulo Ložar, nisi sam. Včasih ne vem, kako in kaj se zapleteno zdi, kdo bi razumel, vsi hitijo. Čeprav ta svet stoji, ni dovolj besed, da kdaj pa kdaj. Bilo bi prelahko, ko hudo je roko mi svojo daj, da stisnem te močno. Zato sva tu in zdaj, da kdaj polepšava dan za ljudi, ki ne znajo sanjam in poklanjam ti ta svoj nasmeh, veš, nikoli res nisi sam. Nisi sam. V oči gori moj in tvoj sijaj, če to si dovoli.
Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. Približno nekje na polovici nižje kategorije smo v osnovni šoli Kungota in se zahvaljujemo našim novim prijateljem, našim novim partnerjem, ne? Ker Kungota je prvič letos v 7 sezonah, ne? Naša partnerica in zelo sem vesel, da imajo toliko dobrih punc. Predvsem punc, ja, pevk, zaenkrat ugotavljamo. Z nama je Maja Stevanović. Zdravo, živijo! Bravo. Zdravo. Maja, ti si tudi 5. razred, je tako? Ja. Odlično. V 5. razredu se trenutno učite kaj, recimo pri slovenščini? Ja, kaj? Pisanje spisov. Kaj pa pri matematiki, dokoliko se učite, do 20 ali do 100 že? Ti bumbar. A do 1000? Čakaj, malo. Ti bumbar. To zdaj že v 1. razredu. Ja? Ja. Maja, slovenščino, matematiko smo obdelali. Kaj je tvoj najljubši predmet? Likovna, šport. Okay. Malca. Odmor. Ja. A imaš ti daleč do šole ali zelo blizu do šole? Srednja. To pomeni, da kaj se voziš v šolo ali hodiš peš ali kako? Vozim. Voziš se. Dobro, te ati, mamica oziroma te starši peljejo, kdo te vozi? Ali avtobus? Največkrat grem na avtobus. Na avtobus že. A si pogrešala šolo, zdaj, ko je bila korona vmes, pa se ni dal v šolo iti? Ja. Kaj ti je bilo boljše, biti doma ali biti v šoli? Biti v šoli. Je v šoli boljše? Ja. Ja, me veseli. Moram pohvaliti tvoj izbor skladbe. Z Daliborom sva zelo vesela. Poskočni muzikanti in Manca Špik, prijatelj. Zakaj si se odločila za to pesem? Zelo mi je všeč pesem. Pa zelo veliko krat sem jo že pela na drugih rojstnih dnevih od mojih staršev. Bravo, lepo. Veš kaj zdaj razmišljam, ko imaš take blond lase, ne? Če bi si jih ona v Virokezu v zrak dala, bi imela še višjo kot Dejan od poskočnih. Poskočnih? Si že kdaj probala? Ne. Ne, bož da ne, kaj je smešno. Super, Maja, uživala sva v tem pogovoru, uživaj tudi ti zdaj ob petju, velja? Ja. Midva bova vseka. Ko zaprem oči, se sprašujem, kje je vse, kar med nami je bilo. Prevečkrat nekaj je vmes, spet ne moreš. Čas pa teče, vse gre naprej. Odklopi glavo, mada priklopi srce. Prijatelj, ustavi se in hiti počasi, da življenje ne uide, prehitro ne uide. Vse, kar nam ostane, smo mi in spomini, in pesem ne ponese te. Prijatelj, ustavi se. Spet smo mi, stara družba, še tu, kar med nami je bilo. Na zdravi, na vse, ki smo zbrani. Da nocoj novo zgodbo spišemo. Odklopi glavo, daj priklopi srce. Prijatelj, ustavi se in hiti počasi, da življenje ne uide, prehitro ne uide. Vse, kar nam ostane, smo mi in spomini, in pesem ne ponese te. Prijatelj, ustavi se. Prijatelj, ustavi se in hiti počasi, da življenje ne uide, prehitro ne uide. Vse, kar nam ostane, smo mi in spomini, in pesem ne ponese te. Prijatelj, ustavi se, prijatelj, ustavi se.
si, da življenje ne uide, prehitro ne uide. Vse, kar nam ostane, smo mi in spomini. Pesem me ponesete, prijatelj, ostavi se. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. No, zdaj bom pa jaz nadaljeval, ti si vdahni, ker otroci so enkratni, super, iz osnovne šole Kungota. Zdaj pa prihaja Lana, Izabela, Toplovec. Zdravo. Zdravo. Dober dan. Kako te kličejo v šoli, Lana ali Izabela? Lana. Lana, Izabela, Topolovec. Lana, Izabela, Topolovec. Lana, daj mi povej, kdaj si bila nazadnje kaj vprašana v šoli? A že imate tako, da vas sprašujejo, da moraš iti tako pred tablo, pa kaj povedati, pa to? Ne, zdaj že dolgo ne. A zdaj že dolgo ne. Ja, zdaj je tudi ta korona, vse smešno, ne? Pol pa je čist drugače, vse poteka. Kaj bi rekla, da je to zdaj boljše ali je to slabše? Ker ste se mogli malo doma učiti, pa malo v šoli? Ali je boljše, če ne bi bilo tega, pa bi lahko sam v šolo hodili? Za mene je to boljše. Je boljše, Ja. če lahko v šolo hodimo, ne? Ja. Super. V šoli ti je sicer najbolj všeč kaj? Da se lahko za prijatelji družim. Ok, dobro. Kaj pa recimo med predmeti ali pa učitelji, pa to, kaj ti je najbolj všeč, kaj ti je najmanj všeč? Najbolj mi je všeč, da pač se lahko normalno učim. Aha, Ko smo bili doma, recimo, se nisi mogel tako se zdaj v šoli. ja. Najmanj mi je pa všeč, da vseeno se ne smemo družiti za prijatelje. Ja, to je še ful brezede. Pa maske moraš imeti gor, ne? Če greš recimo na WC, pa kam ven, pa Ja. to pa skos, ne? To je tudi To je čudno. tako. Ja, smešno, čudno. Ampak sej bo, enkrat bo tega konc. Vrmej duš, da Bo, mora bo. biti enkrat tega konc. A že kaj veš, kam bo šla letos na morje? Ne. Ne, še ne veste, se nič niste doma pogovarjali to. Pa rada hodiš na morje ali greš bolj v hribe? Rajše grem nekam v mesto. A v mesto? Se pravi v London. Jaz sem že bila v Londonu. Bravo. Kam bi pa recimo še rada šla? Katero mesto bi rada obiskala? Pariz. Jaz grem zraven. Ne, pa ne moreš biti, ona bo svojega ljubčeka vzela. Bo to Pa ne, to je ko romantično mesto. Zdaj, ko bodo kot družina šli še. to Ja, bi mislim. ti šel zraven, da boš vse pojedel, vse francoske rogličke, pa da za njih ne bo nič ostalo. Ja. ne, to pa ne. Pariz, zelo, zelo dobra odločitev. V redu, sem zelo vesel. Naj ti rata letos, ok? Ti želim, da rata, če ne bo, poklič mene, pa dalje bo, pa se bomo skupaj na vlak sedeli, pa se res mogoče odpeljemo enkrat, velja? Ok. Sem Jezus, če mi dva gremo to. Ne. Boš, da greš ti kar za svojimi starši. Lana, kaj nam boš zapela? Alijo. Alja, dobro jutro življenje. Ja. Taka najbolj pozitivna pesem, kar jih je. Alja je pa tudi super pevka, pa super pozitivna oseba. Lani je bila na finalu v komisiji. Kaj če ti letos prideš v finale, pa je ona v komisiji? Pa ti poješ njeno pesem. To bo super. A ne bilo to noro, ha? Ja. Ja, jaz ti to privoščim. Potrudi se, midva bova uživala. Zraku ljubezen, naj me odnese noč, naj le nosi. Levo in desno so znani obrazi, ki me poznajo v srci.
življenje, lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, pa ta moment tukaj šteje. Dobro jutro, veselje, lahko noč slabe misli. Generacija poje, nosi nastale ritem. Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, pa ta moment tukaj šteje. Ne vem, pa ta moment tukaj šteje. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Evo, zdaj pa bo. Kar se nižje kategorije tiče, bomo zdaj zaključili, ne? Zdaj pravkar. Ja, evo jo. Še zadnja je v naši družbi iz osnovne šole Kungota v nižji kategoriji. 5. razred hodi, ime pa ji je Kjara Urbance. Zdravo, živijo. Zdravo. Zdravo, Kjara. Ti si zadnja od vseh predstavnic. Imaš kakšno sošolko od teh tvojih, ki so nastopale že? Nimam ravno sošolke, imam pa svojo sestrično, ki je tudi v višji kategoriji nastopala. Super, super, super. Ko ste izvedeli letos, da se tudi vi prijavljate v natečaj Otroci pojejo, ne, si takoj pomislila, da jaz bi tu šla zraven ali si mal premlevala? Pač mene tudi veselje, pač petje zelo veseli, zato pač, ko sem za to slišala, sem jaz bila, upam, da bom lahko šla sem, ker pač si tudi sam, pač želim si, da bi postala pevka. Seveda. A se kje učiš petja? Ja. Aha, torej imaš posebej tudi učiteljico ali pa učitelja? Pač imam Majo Kevc, ki mi je pri tem pomagala, da sem sploh do tukaj prišla. Maja Kevc! Frajerka! Odlično! Kaj te je pripeljala? Ne, to so verjetno starši ali spremljevalci, ne. Ampak to, da imaš pa Majo Kevc, ki jo lahko pokličeš, stara, čuj, zdaj pa da mi pove, a si ne stole v redu odpeljala, ne, to pa si lahko rečeš frajerka. Bravo, ti privoščiva. In nisi se odločila za Majo Kevc, ne, pa kakšno vaniljo ali pa kaj takega, ne, odločila si se za eno drugo pevko. Ja, za Nino Pušlar. Ti je Nina všeč? Pa ja, pač ima zelo take fajne pesmi, pa tudi umirjene, pa vse to. Zelo dobro. Tudi ti mi deluješ tako umirjena, v angliščini rečejo down to earth, bomo rekli tako prizemljena. Ne? Točno veš, kaj želiš v življenju početi. Jaz bom ustavna sodnica. Ne, kaj boš? Kaj boš to žvelka? Razmišljala sem prvo, da bi bila pač kemik, ali pa da bi bila pač pevka, ampak zdaj sem bolj na pevka. Odlično, lahko si pa oboje skupaj, a veš? Te, ko pol pride korona čez 20 let spet, ne, da boš lahko še kaj drugega v službo hodila, takrat, ko ne bomo mogli na odrih biti, a velja? Odlično, mi da ti želimo vse dobro v življenju, pri poslih, pri muziki in vse posod. In da bo zdajle ne samo ti, pa ne samo midva, pa starši, pa vsi ostali, ampak da bo tudi tvoja mentorica, ne? Maja zadovoljna s tem, kar boš zapela. Dobro? Nino Pušlar bomo slišali, to mi je všeč. Z nami je Kjara Urbance. Kdor je srečen, kot gleda, tu poznam, tu imam. Kdor se trudi, kdo ljubi, to si ti, veš, da si. V dan, ki ne mine, najin krik je odmev. Ko se prebujaš, se zablesti, sonce, ki vzhaja, dan zažari. A to ni dovolj, želim si še več, biti s teboj, to mi je všeč, to mi je všeč, Kdor me ljubi, kdo odpušča, tu poznam, tu imam. Kdor ustraja, kdo je muza,
to si ti, veš, da si. Si v svet, ko utihne, najin krik je odmev. Ko se prebujaš, se zablesti, sonce, ki vzhaja, dan zažari, a to ni dovolj, želim si še več, biti s teboj, to mi je všeč, to mi je všeč, Ko se prebujaš, se zablesti, sonce, ki vzhaja, dan zažari, a to ni dovolj, želim si še več, biti s teboj, to mi je všeč, Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. Dobrodošli v naši družbi, zdaj pa je konec nižje kategorije, ko bomo spoznali še zadnjo. Tak je, Ja, tak je prav. tako je. Zato, ker zdaj pa gremo četrti, tretji, drugi, peti, ne se gremo po prvi razred. Zdaj pa pride ta večja. Ja, Zarja Mihajlović, zdravo! Bravo, Kako si? redo. Zelo, zelo lepo, da si v naši družbi, ti si prvi razred. Se pravi, letos si prvič v šoli, pa niti nisi bila veliko v šoli, ker malo smo bili doma, ne? Pa malo šola, pa malo doma. Kaj ti je bolj všeč, biti doma ali biti v šoli? V šole, Je v šoli boljše? ja. No, sva zelo, zelo vesela. In kaj ti je recimo v šoli najbolj všeč? Da spoznamo črke pa številke. O, lepo pa da pojete, ne? Ja. No, zdaj verjamem, da ste veliko peli in ti si se odločila, da boš tudi pela v našem natečaju Otroci pojejo. Katero pesem si ti izbrala? Kekca. A zato imaš tudi tole majčko gor, ki piše gor kekec? Ja. Ja, frajerka, Wow, mala. bravo. Bravo. Midva sva zelo, zelo vesela, da si v naši družbi. Zelo, zelo ti čestitava in se ti poklanjama. Veš, kaj to pomeni? To pomeni, da midva, ko smo bila v prvem razredu, si ne bi upala niti približno tak pet, kot ti boš pela. V redu? Tako da si že zmagala. Okej. Si že zmagala. Izvoliš, mikrofon je tvoj, zapoj nam kekca! Kdor vesele pesmi poje, gre v svetu lahkih nog. Če mu kdo nastavi zanko, ga užene v kozji rog. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Bistri potok, hitri veter, bele zvezde, vrh gora, grejo z mano tja do konca, sredi širnega sveta. Jaz pa pojdem in z veseljem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Otroci pojejo slovenske pesmi.
Sedma sezona. Ja, dobrodošli v družbi najboljših, radi rečemo v tem našem sedmem delu natečaja Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Pozdravljamo vas iz Kungote, iz osnovne šole Kungota, kjer smo pa zdaj že prešaltali iz nižje v višjo kategorijo in jaz sem zelo vesel, ker jaz hodim tu okoli teh otrok. Čekaj, to pa jaz poznam. Tebe pa jaz poznam. Pa ona mene gleda. Ja, jaz tudi tebe. Res? Ja, in zdaj se bo vas poznala še enkrat. Z nami je Gabi, bi lahko rekli. Ampak tako jo jaz poznam kot Gabi. Gabi, zdravo najprej, živijo. Zdravo. Zdaj bom pa jaz najprej prebral, kako je prav res v celoti ime Gabi. To je v bistvu Gabriela Donatien Drix. A sem prav povedal? Ja. Nacionalnost naše Gabi je v bistvu kubanska, iz Kube izhajaš, ampak si se rodila v Mariboru v Sloveniji. Ne? Kdo prihaja iz Kube? Moja mama. Moja mama. Dalibor, vidiš, kako lasje gredo na bolj Vidim. obilno in... Vidim. Ni glih navadna Štajerka, bi rekel, a ne? Pa je malo Ja, štajerskega. seveda je. Ampak ima pa še kubanske, ne, korenine zraven. Ampak kar je tisto, mene vedno fasciniralo, je to, da je Gabi z Rokom Švabom že posnela en CD slovenskih ljudskih pesmi z Modrijanom Rokom. Je tako? Ja. To je zdaj 2 leti nazaj, ne? Ja, nekaj takega. Pa za 13 cm nižja si bila takrat, Ja. ne? No, ampak tudi zdaj si pravzaprav prišla na svoj račun, zdaj, ko je Kungota tudi noter v tem našem natečaju, ne? Vse In- Kungota pa Kuba se skoraj isto reče. Ma še ne? to, ja. Ampak mi je pa zelo všeč, da zelo rada slovenske ljudske in narodne in takšne, ki ti jih boš tudi zdaj zapela, poješ. Odločila si se za katero pesem? Nebotičnik. Bele vrane. Ja. Wow, kaj te je navdušilo, zakaj ta pesem? Ne vem, pač na radiju sem jo velikokrat čula, pa sem si vedno zraven pela, potem pa tak. Ko sem za to čula, pa sem bila tak, če je še to ta pesem, pa sem se prebrala. A jo lahko jaz nekaj naučim? Ja? A si videla ta video spod Belih vran na YouTubu? No, recimo na vrhu Nebotičnika vsi bi mislili, da je to posneto v Ljubljani, ne? Ja? Pa ni. Kje pa? V Rogaški Slatini. O, ti vidiš! Ej, Gabi, si že bila kdaj na Kubi? Ne še. A si pa že verjetno želiš iti, ne? Ja, si, ja. Spoznati deželo svojih prednikov. Mi da ti želiva, da ti to čim prej uspe. Želiva tudi to, da ti tale nastop zelo dobro rata. Uživaj. Tudi, ja. Mala terasa spoda Ljubljana pomanjšana, ta odnesla bi jo tu. Bele hišice v predpasniku, tukaj z te male terase sredi Ljubljane ta hipla pot. Bi dosegla Krim z roko. Sva šla na malo teraso nad širno Ljubljano, da najina vsa Ljubljana bi bila. Na Nebotičnik sva odšla, blizu sonca modrega neba, pozabiva, da premajhna za dva in žalostna sobica.
Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli v družbi najboljših, tole so otroci iz osnovne šole Kungota, iz občine Kungota. In zelo sva vesela z Daliborjem, ker je pa zdaj v najni družbi še ena z takim izjemnim imenom. Meni so zelo fascinantna vsa ta današnja imena. Tole je zdaj Danaja Klampfer. Zdravo, živijo. Zdravo. Ti si 7. A, mi piše tukaj. Ja, tako. V redu. V 7. razredu, daj mi povej, kdaj si bila najprej, kdaj si imela prvo ljubezen ti? Ne vem. Ne veš? Spomnim se. To daleč je nazaj bilo? Ja, verjetno. Se pravi, zdaj je že to pol, kjera, 5., 6., 7. ljubezen? Ali še kar prva ljubezen? Ali je ljubezen zdaj nekaj, kar se sploh ne ukvarjamo? Po mojem bo tak v redu. Bo tak v redu, ne? Nimamo zdaj časa, ker zdaj je še par mesecev, pa je konc šole, ne? Ja. Se treba vseeno malo pobrigati za šolo. Kaj ti je recimo v šoli všeč? Kateri predmeti so ti dobri, kateri so ti fajn, kateri ne? Ne vem, ful rada imam zgodovino, pa mogoče glasbo, valjda. Pa potem likovna, ker pač tudi v prostem času ful rada rišem, pa slikam. Kaj rišeš, kaj slikaš? Večinoma z svinčnikom, bolj portrete ali pa kaj takega. Koga vse si že recimo ovekovečila? Ne vem, najraje rišem bolj prijateljice, pa bolj mojo družino, pa kaj takega. Zdaj, če bi mene risala, mene... Ne, ni tako velikega papirja za tvojo glavo. Mene bi lahko z Jupolom narisala. Tebe bi z Jupolom, ja, svinčnike, 4 ponucamo, da te pofarbamo. To je ful dobra stvar, ker recimo, veš, to je recimo umetnost, ne, in to je nekaj, kar daš ti sama sebe noter, ne. In to recimo si jaz predstavljam, da ne vem, jaz ne rečemo tvoj stric, ne, in ti mene narišeš enkrat na skrivaj in mi to daš za rojstni dan, ne. To bi meni bilo ful nekaj lepega, ne. A si že kdaj to naredila? Si dala kdaj to? Ja, sem, pa Kiari, pač moji prijateljici, sem za rojstni dan to naredila, pa se pač ful se razveselila tega. Ja, verjamem da. Veš, kaj ti jaz predlagam? Dej ti tako naredi. Začni to prodajati. Ker to ful košta. Ja, veš da. Ja, recimo, ne vem, starše narišeš, ne, pa rečeš, veš, da starše takoj zanima, pa ne vem, tete, strice, pa vse ostale, kako to zgleda? Ali pa njega narišeš. 20 evrov pa ti pokažem, 40 evrov pa ti dam. Tebe nariše, pa ga daš na razstavo malih živali. Ok, pustimo to, kaj nam boš zapela? Zapela bom Zbudi se od Tanje Ribič. Evo, še ena taka umetnica. Sem zelo vesel, pašeta, pravzaprav stilsko skupaj. Tako da, potrudi se, midva z Daliborjem bova uživala. Za 9. oknom deklica bedi, zlata luna šteje njene solzice. Noči skriva, kot bi svoje zvezdice. Tam za prazno mizo čaka vsako noč, njena čista duša kliče na pomoč. Dobre vile, kje so tiste usnice, ki čarajo zaljubljence. Zbudi se, dobri princ, rada bi ti dala vse svoje sanje.
vetra preko joka grev. Srce vidi, kar oko ne ve. Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. Pa smo ga dočakali, fanta, Res je. tudi iz Kungote. Z nami pa je tokrat Gal Dreizibner. Kaj sem prav naglasiral, ali se reče normalno Dreizibner? Draj Zibner. Čisto normalno, ne? Ja, veš, on je veliko let bil v Nemčiji, ne? Ja. V Avstriji, pa v Švici in pa tako bolj po nemško. Ja, govori. Dreizibner. Ja. Gal, kako si? V redu. Ti just do it, ti si taki full športni tip, se mi zdiš, ne? Niti ne. A niti ne? Ne. Kaj pa si pol bolj pevec? Ja, pa pač rišem rad. Rišeš rad, se pravi, si taka bolj umetniška duša. ne? Kungote vsi rišejo, zgleda. Ja, to imate full. Ma fajn, dost narave, veš. Ja, pa se zgleda, da, da ne? res. Ej, kaj rad rišeš, recimo? Črno-bele portrete. s Tudi ti svinčnikom. tudi, črno-bele portrete. Ja. Koga si recimo že upodobil? Večino zvezdnikov. Resno? Ja. Se pravi, recimo, kdo je tvoj zvezdnik, ki ga tako si ga najprej upodobil? Kylie Jenner. Ok, to so punce, ne? Ja. Kaj pa recimo med moškimi? Shawn Mendes. Aha, Shawn Mendes, še kdo? Ne. Okay, to je veš- torej muzika, ki jo ti poslušaš, ne? Ja. Okay. Mene zanima s svinčnikom, ne? Se pravi črno-belo. Ja. Pica pa se ne da narisati črno-belo, ne? Ne. Težka bo. Mislim, A da se, Ja. sam je brez Ja, veze. ni ne. dobra pol, ne. Zakaj bi risal pico? Boljše, Ja. da poješ. Kaj je tvoja najljubša hrana? Pica. Pica. Kaj v šoli najbolj skuhajo kuharce? Kaj na tvoja sošolka iz niže kategorije prej reka palačinke? Špagete. Špageti. Odlično. Recimo, da bi imel možnost spoznati enega tujega zvezdnika, recimo prej si rekel, kaj si rekel, Kylie Jenner si rekel? Ja. Pa Shawn Mendes, ne? Ja. Kjer ga od teh dveh bi raje spoznal? Kylie Jenner. Jaz tudi, ker je punca. Mi smo pa fantje. Moški, je to logično, čisto logično. Okay, ti si se odločil tudi, da ne boš čisto klasično slovensko zapel, oziroma boš zapel slovensko, ampak pravzaprav ena tako angleško pesem. Ne? Ja. Aleksandra Burg te je navdušila v pesmi Aleluja. Ne? Spremljaš kaj te talent šove po svetu, ki Ja, pojejo? X Factor 2008. Aha, od tam te je navdušila. Ja. Ok, in si rekel, to hočem biti jaz. In otroci pojem slovenske pesmi je ena taka odskočna deska. Mi ti želimo, da prideš čim dlje v življenju tudi z glasbo. V slovenski različici zdaj zapoje Aleluja. Gal Dreizibner. Zaslišal sem skrivnosten zvok, akord, ki preglasuje jog, kot da mi Bog nebeški mir ponuja. In zopet se ustavlja čas, ne vem, če še poznaš moj glas, a padli kralj zdaj poje Aleluja. Morda v veri sem zaspal, a nežna melodija me prebuja. Porušila si prestol san, a ta napev mi je poznan, na ustnice mi pada Aleluja. Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. Vidiš, imaš v zgornji Kungoti, pardon, Kungote. grem še enkrat.
vidiš, imaš v Kungoti, tako moram začeti, ja? Ja. Tudi bratce, sestrice, predvsem sestrice, ki so iz različnih razredov in oboji tekmujejo v natečaju Otroci pojejo slovenske pesmi. To nam bo zdaj dokazala Ajda Mihajlović. Zdravo, Ajda. Zdravo. Jaz to preberem prej priimek, pa rečem, čekaj malo, to smo že danes tudi ta priimek enkrat slišali. In pa pogledam, seveda, Zarja je bila z nami iz prvega razreda, kaj kekca pela, a veš. In pol vprašam Ajdo in kaj Ajda reče, da je to? Sestrica? Tako je, tvoja sestrica, ona je v prvem razredu, ti pa v 7. razredu. Ja. Je tako, odlično. A ste se skupaj odločili, da greste v ta natečaj ali vsaka zase v šoli? Pač mi dve nismo na isti šoli, ker ona je na podružnici, jaz sem pa na matični. Okay. In zato pač se nismo mogli skupaj. Okay, ampak sta pol doma obe presenečeno ugotovili, da boste obe dve danes tukaj nastopali. Ne? In pa so seveda vsi tete, strici, starši, vsi so zdaj ful veseli. Ne? Ja. In zdaj se gledamo in zdaj uživamo. Ampak ti, čekaj, tvoja sestrica je pela kekca, ne? Ja. Ti pa nisi taka umirjena duša, pa kar taka veselična duša, ti si taka bolj rockerska duša, a ne? Ja, Ker vidim tako tudi kavbojke, pa pas, pa taka prevelika majčka, ne? Za katero pesem si se odločila? Siddharta na soncu. Ti je všeč Siddharta? Ja. Se pravi, si taka bolj rockerska duša? Ha? Ja. Ok, lepo. Si že bila kdaj na kakšnem njihovem koncertu? Ja, sem bila, ja. In ti je bilo všeč? Zelo. Si mislila, kako bi bilo fajn, če bi vezala gor, to mi je opela tole, ha? Ja. No, morda ti pa enkrat rata. Tole je zdaj pravzaprav odlična odskočna deska, je tako Dalibor? Ja, dobra, odlična. Ja? Jaz upam, da imamo kdaj Tomija tudi v finalu. Recimo. Dobra ideja, morda pa, če prideš letos v finale ti, ne? Pokličemo Tomija. Tomija Megliča pokličemo, rečemo stari, alo, bi prišel ti za žiranta, za v komisijo, ne? Če ni drugo, bo je pokazal, kako si on črne nohte nalakira. Ja, to si že štrigaš tak nohte na črno? Ne, te bo on naučil, v redu? Okay. To bi bilo ful noro, pa mogoče pa skupaj zapojeta. Okay. Dobro, evo, mi da bova zdaj uživala, ko bova slišala, kako punca zapoje Tomijevo štimo. Tole je zdaj Siddharta, pesem Na soncu in Ajda. Jaz ne morem več v temi živeti, prihodu na sonce, jaz bi hotel tebe imeti. Zdaj ne rabim več ostalih stvari, sam še svoje sanje in človeka kot si ti. Mislim, da sem videl že ogromno lepih slik, a po domu sem vase njihov čust mi je kosti. Zdaj počivam na otoku in si dam gradove v srečo davin. Ker ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. V telo, rad bi te videl v srce. Ker da bi videl svojo dramo naprej, sem brisal žalost in dodajal svoj nasmeh. Vsako dušo, ki me gleda v oči, sem povabil zraven, naj še ona to doživi. Preden svoj obraz v solze potopim, za te solze sreče preden dobrega zorim. Rad bi videl, da še ti greš z nami, skupaj bomo videli, kva pomeni adrenalin. Ker ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Jaz ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Kaj pa vadiš ti? Tam. Ja, ne, ni še. Mislim, zdaj bo. Zdaj bo. Tam. Z nami je zadnja tekmovalka iz osnovne šole Kungota, to pa je Lana Žist. Zdravo, živijo. Zdravo. Kak si? V redu. Katere razred ti hodiš? 6A. Že imaš izpit za avto? Ne. A ne, zdaj to še ni tako hitro, ne? Izpit za kolo?
Pač nimamo še zaradi korona. A ja, drugače bi zdaj lahko delala izpit za kolo ali kako. Aha, ampak se pa itak voziš s kolesom že, ne? Ja, seveda, ker tako poznaš vsa pravila, ne? Ja, v glavnem. Jaz, če tebe takole pogledam, si mislim, tota bo pa ministrica za kulturo čez 20 let. Ne? Kaj bi ti rada postala v življenju? Policistka. Frizerka. Frizerka! Pol se midva ne bomo videla. Ja ne, pri njemu lahko poliraš, ne? A veš, vzameš polir pasto, pa spoliraš glavo celo, ne? A meni to ta frizura všeč, mislim, mi paše to takle, ali ne? Ali bi moglo biti zdaj dol, kak se zdaj nosi, kak fantje nosijo zdaj frizuro? Ne vem, pač tako na stran. A ja, bolj na stran, tak bi moglo biti, ne? Ja. Polizan malo bolj tako. Da, ja, sem ti, to me napaše, to sem že probo, pa sem grd, še bolj. Marsikaj, še bolje, to res, ja. Lana, ok, kaj pa ti je v šoli najbolj všeč, recimo? Ker vi frizerskega predmeta še nimate v šoli, ne? Ne, dobre. A si že koga ostrigla v šoli? Ne, pač frizure dosti sošolkam dam pa to. Resno? Ja. Super, fajn, med odmori recimo kite pleteš. Ja. O, cool. Kaj pa te drugače v šoli veseli? Od predmetov? Ja, kje predmet je recimo fajn? Gospodinstvo, slovenščina, šport. Malce, odmori, kosila. Ja, to tudi, ja. Ok, cool. V redu, za katero pesem si se odločila? Med iskrenimi ljudmi. Izbrala si eno najlepših slovenskih pesem, balad nasploh, je tako, Dalibor? Je. In izbrala si eno tako z klavirsko podlago, ne? Ja. Da bo vse skupaj še lepše in še bolje. Tako da zdaj bova midva se samo vlegla dol na tla in uživala. Tako. To sem mislil reči, no. To, ja. Ti boš pa zapela in to bo pa to. Uživaj tudi ti. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, koga ta enkrat izda, do takrat pa malo veš. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi.
Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. No, pa smo poslušali in se veselili še v eni osnovni šoli in tokrat smo bili na osnovni šoli Kungota. Otroci so bili letos prvič z nami, torej v projektu Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Bili so odlični, super so bili. Naša komisija je zasedala, se sestala, dobro preposlušala in že imamo tu 2 tiste, ki bosta zastopala osnovno šolo Kungota v polfinalu. Prav je pa, da najprej razglasim nižjo kategorijo. Iz nižje kategorije se je v polfinale uvrstila, zdaj bi moglo biti malo bobno, to je Kjara Urbanc. Bravo, Kjara, super si bila, enkratna. No, zdaj še pa višja kategorija, tu je komisija, pravi, imela zelo veliko dela in v polfinale, ne še v superfinale, v polfinale se je tukaj uvrstila, malo težje ime, Gabriela Donatien Drix. Vse čestitke tudi tebi. Hvala lepo, otroci, da ste bili z nami in se vidimo spet verjetno prihodnje leto. Čau, čau. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Vse informacije, vse pesmi in vsi nastopi te čakajo na www.otrocipojejo.si.